Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o tem, kako veste, da imate težave s korensko čakro, pa potem tudi spolno čakro. Ker med spolno in korensko čakro je energijska posoda in ta energijska posoda je lahko močno naluknjena. Fizični znaki, ker telo ves čas opozarja, da nekaj ni v redu, dejansko nam sporočajo, da bi bilo potrebno nekaj spremeniti. No in zdaj, če pogledamo, to je iz knjige, Ko imajo čakre žur na strani 53. Motnje v delovanju korenske čakre se odražajo kot kronična utrujenost, tiho vnetje sklepov, slabo celjenje ran, težave z rastjo, težave z alergijami, težave s krvjo, se pravi slabokrvnost, težave s kožo, kakršnekoli težave s kožo, težave ali pa nagnjenost v družini z rakom, tudi levkemija, se pravi kontrolirano razraščanje pokvarjenih celic, nagnjenost z zlomom, slabše celjenje zlomljenih kosti, težave s srcem, ker srce je mišica in korenska čakra vpliva na vse delovanje vseh mišic, težave s hrbtenico in potem naprej. Čustvene težave, bolestna ljubosumnost, težave pri doživljanju spolnega vrhunca, nezainteresiranost za spolnost, depresija in potem naprej. Težave z mišicami, bolečine v križu, artritis, revmatoizem, se pravi težave s sklepi, maščobne obloge, ki se nalagajo na stegna in zadnjico, celulit, utekanje nog, se pravi težave z limfo, nespečnost in težave na splošno s spanjem in prebujanjem čez noč, kronična utrujenost, boleče menstruacije, pregrevanje telesa. Si mogoče rečete, jaz vam vse to. Ja, korenska čakra je to. Korenska čakra je temelj, je tako kot korenina pri drevesu. Pomeni, če imate vse te težave, imate velike težave s koreninami. Pejmo zdaj nazaj, ja. Pejmo zdaj na kmečko pamet. Kaj naredimo, če imamo probleme, recimo roža ne raste? Enostavno vidimo, da pa jo je škoda vrsti stran, se ne bi svojega telesa vrgli stran. Kaj naredimo? Pač jo presadimo. Potrgamo stran oziroma očistimo gnile korenine in jo damo v novo prst. No zdaj pa kako pa mi sebe presadimo v novo prst? To pa ne gre tako enostavno, ni da se daš v en drug lonček in tam rasteš naprej. Vemo, da ljudje, ki imajo velike težave in potem naenkrat se odločijo in bojo vse spremenili, ampak niso spremenili temeljev, ki jim povzroča, da imajo gnile korenine, ne spremenijo nič. Lahko se preseliš na konec sveta, vzorce je treba spremeniti. No in zdaj pa imamo pogledati, kateri vzorci so pa tisti, ki motijo delovanje korenske čakre. Seveda ogromno lahko naredite za dobro delovanje korenske čakre, ne nazadnje, tibetanske vaje, pa to, da poskrbite za temeljne potrebe vašega telesa, pa to, da date kaj rdečega na sebe, mogoče rdeče spodnje perilo, mogoče tudi to, da na korensko čakro vplivajo zdrava hrana, ki je bolj rdeče barve, recimo na prirast krvi, zdaj govorimo o rdečem mesu, ampak načeloma na prirast krvi vpliva rdeča pesa, in to deluje na dobro počutje naših tkiv. Ampak pojmo na prepričanja, ki vplivajo na to, da naša korenska čakra dobesedno pušča, da ne deluje dobro. Moram potlačiti svoja čustva. Za vsako ceno moram potlačiti svoja čustva. Strah me je, da bi ostala sama. Strah me je prihodnosti. Strah me je, da me nihče ne bo imel rad. Želim zaslužiti denar, da me bojo ljudje občudovali. Znanje mi daje občutek varnosti. In vemo, da mnogi, ki imajo težave s korensko čakro, naredijo in najdejo v tem svetu vse možne diplome, tečaje, izobrazbe, potrdila, da imajo nek papir, da pokažejo, pameten sem. Ker v bistvu išče potrditev, jaz sem pameten.
Ko bom zaslužila veliko denarja, si bom zaslužila recimo očetovo pohvalo. Dvomim o svoji vrednosti. Znanje mi daje občutek varnosti. Želim zaslužiti denar, da bom pomembna. Potrebo imam potem, da se oklepam varnosti. Strah me je, da bi ostala sama, oziroma strah me je, da bi vse izgubila. Strah me je na splošno izgube in moram trpeti. Še hujš, zaslužim si kazen. Jaz berem prepričanja, katere lahko sami preverite, a imate katerega od teh v knjigi, ko imajo čakre žur. Ta knjiga je priročnik, ki vam pomaga razumeti, kaj vse imamo za predelati, kaj vse se zapisuje na naše čakre, ker v bistvu to so ti programi kot virusi, ki se naložijo, ki odzvanjajo na energetskem nivoju, ampak potem se tudi na fizičnem nivoju poznajo kot bolečine v hrbtenici, šibke noge, bolečine s sklepi, bolečine s kolki, ne nazadnje. Se pravi, težko narediš korak naprej. Eno od prepričanj. Ženska je manj vredno bitje. Meni sreča ne pripada. Življenje je težko. In vemo, da koliko takih programov smo podedovali, ker smo jih poslušali od malega. Moraš malo potrpeti. Pač potrpeti treba, pa biti tiho, pa bod srečna let, kot je. Lahko bi bilo še slabše. In vemo, da mogoče nekoč so pomagala ta prepričanja našim prednikom preživeti, ampak danes so ta dejansko prepričanja preživeta. Zdaj je pa čas za nove programe. Vse gre naprej, mi pa delujemo po starih programih. In zdaj, kako iti naprej, da se znebimo teh motivcev na naši podzavesti? Za vsako to težavo zmolimo zdravilno molitev dekodiranja in vsakič vstavimo eno težavo. Se pravi, ena težava, pa ena težava, se pravi, briši, lepo brišemo te težave. Naslednja stvar, kar je pa pomembna, je pa to, da si slikamo svojo srečno bodočnost. Kam želimo iti? Kakšna je naša bodočnost? Seveda pomagajo pozitivne afirmacije in če si vi ponavljate, sploh kdo ti si, dajte jasno si napisati, kdo ti si. Recimo, kaj napišete? Jaz sem. In vi morate jasno vedeti, kdo vi ste. Jaz sem prijazna, ljubeča, sočutna, ampak hkrati sem odločna. Jaz vedno znam poskrbeti za sebe. Ampak to pomeni, na pošten način znam poskrbeti za to, da grem naprej, hkrati znam postavljati meje. Ja, ampak da sem do tega prišla, sem rabila nekaj lekcij. In naslednja stvar, glejte, zavedam se svoje veličastne moči. Svojo moč usmerjam v kreacijo novega. Moje bogastvo se skriva v tem, kar jaz sem. Jaz sem boginja na zemlji. Dovoljujem, da se moja ustvarjalnost izrazi. Globoko v sebi se zavedam, da sem povezana z vsem obiljem tega stvarstva. Bogastvo je v meni. Povezana sem z obiljem vsega dobrega. Dovoljujem si, da se skozi mene izraža moja duša. Dovoljujem, da moja duša poje od sreče. In ja, po eni strani si dovoljujem, da moja duša poje od sreče, ampak če sem v odnosu, kjer moja duša neprestano joče od žalosti, bi bilo mogoče pametno, da poiščem način, kako bom začela žareti. Zdaj, seveda ni nujno, da zdaj moram kar oditi, lahko si naredim nek prostor, kjer se izraža moja ustvarjalnost. Kdor ima program, moram biti žrtev, ne bo naredil v življenju nič. In mnoge ženske, predvsem ženske, imate program, moram biti žrtev. Oziroma, v duši nosim za obljubo, da bom v vseh življenjih večno žrtev. Kaj ne vam rečem? Čestitam! Zadeli ste na loteriji, vedno boste žrtev. Zato je treba to počistiti, ne? Ker v bistvu nam se dogaja ne to, kar bi želeli, da se nam dogaja, ampak dejansko to, kar smo v sebi, kakršna prepričanja imamo, točno to se nam dogaja, ker življenje nam slika vse to, kar mi smo.
No, zdaj pa, če gremo naprej na drugo čakro, to je pa spolna čakra. Se pravi, ženska, ki je bila neštetokrat v nešteto življenjih ranjena, zdaj predeluje v tem življenju ranjenost skozi partnerske odnose. No in v glavnem, programi, ki so povezani s spolno čakro, spet iz knjige, ko imajo čakre žur, strah me je izražanja, strah me je ljubezni, strah me je, da bi bila zapuščena. In druga zadeva, ženske, ki predelujete ranjenost, se lahko zgodi, da ste se odločile, da boste v tem življenju imele oblogo okrog trebuha, da postanete stare, grde in debele, zato da postanete neprivlačne za moški svet. Pa bi rekli, ne, to je pa nemogoče. Mogoče je pa res, mogoče pa zaradi tega ne morete shujšati, ker na nek način želite zbežati pred partnerskim odnosom, oziroma da se skrijete pred svetom. In zdaj seveda, kaj lahko naredite? Eno so afirmacije, drugo je čiščenje podzavesti, ta tretje tibetanske vaje, ta četrto, delajte od hrane, da uživate hrano, ki podpre delovanje spolne in korenske čakre, in se pravi, tukaj je od oreščkov, kalcija, magnezija, do tega, da potrebujete nujno cink, ker sploh spolna čakra je povezana s spolnimi hormoni. Spolni hormoni brez cinka ne delujejo. Ženska, ki ima pomanjkanje recimo cinka, njeni hormoni bojo delali po svoje. No in zdaj recimo, če pogledamo nekaj misli, ki vam bodo pomagali, da se zaceli vaša ranjena ženska ali moška duša. Dovoljujem si cveteti vsej svoji lepoti. Pripravljena sem spustiti nadzor nad življenjem. Dovoljujem si, da sebe osrečim. Lahko si zaupam. Zavedam se, da je moj partner samostojna oseba in dovoljujem tudi njemu, da živi svobodno življenje. Zdaj mogoče preverite, če se oklepate nekega odnosa, če je mogoče zasvojena, sem z odnosom s to določeno osebo. In če ste zasvojeni z določeno osebo, ne boste nikdar izstopili iz partnerskega odnosa. Tudi mogoče, če že tonete. Dovoljujem si, da sem ljubljena. Dovoljujem si biti vidna in brezpogojno ljubljena. Dovoljujem si občutiti zadovoljstvo. Zaupam svoji intuiciji. Dovoljujem si v popolnosti živeti in izražati svojo ženstvenost, oziroma moški lahko rečete, dovoljujem si v popolnosti izražati svojo moško plat. Tako da tukaj noter boste najdeli ogromno nasvetov, kako lahko s hrano pomagate pri spolnih čakrah, kako si pomagati pri tem, da se vaše telo uravnovesi. Ja, in tako kot sem že rekla, če imate težave s spolno čakro, potrebujete predvsem cink. In zdaj, kje dobite največ cinka, vam še to povem. Cink, kako vam kaže, da imate res težave s pomanjkanjem cinka. Izguba vonja in okusa, pojav belih pik na nohtih, poslabšanje sladkorne bolezni, pojav krčev, slab holesterol, pojav depresije, hormonske težave, neredne menstruacije, težave s prostato pri moških, neplodnost pri ženskah in pri moških. In cink je potreben za razstrupljanje telesa, za celjenje ran, predvsem pa za pravilno tvorjenje DNK, in potreben je za pravilno izločanje inzulina, se pravi, je primeren tudi za vse sladkorne bolezni. In kje ga dobite? Naravni viri cinka, gobe so zakon. Drug naraven vir cinka, seveda bučna semena, tudi bučno olje, in cink dobite dejansko v vseh oreščkih, ne samo v bučnih semenih. In druga zadeva, da se cink boljše veže, pa potrebujete C-vitamin, tako da zdajle sveže solate, tudi divje zadeve, ki jih lahko dobite, ki jih naberemo v naravi, vse to pomaga pri tem, da se naše telo hitreje razstrupi, ker predvsem naši hormoni delujejo takrat narobe, ko imamo v svojem telesu preveč čustvenih in fizičnih motilcev. No, več o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, tako da mogoče, če razmišljate, katera knjiga bi mi najbolj pomagala, ali pa kateri dve, mogoče, če iščete več tehničnih rešitev, ko imajo hormoni žur,
če iščete na splošne rešitve, ko ima življenje žur. Tako da, a gremo še na neko pozitivno sporočilo, da sem dala karte Prehod v novo dobo, oziroma bom kar tukaj ven iz knjige, ko imajo čakre žur, prebrala pozitivno sporočilo za vas. Kaj je pomembno? Zdaj se mi je odprlo tam, ko opisujem moja pretekla življenja v partnerskih odnosih. Tako da v glavnem, ja, zanimivo branje, tudi mogoče, če iščete kaj pametnega, kaj boste brali na morju, imate kaj za brati. Noč, uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju začnejo dogajati čudeži, ampak prva stvar. Vi in vaše energetsko stanje ste prvi čudež. In če vi se zavedate, kakšno moč imate pri tem, da lahko zakrpate to energijsko posodo, po drugi strani pa vplivate na to, da imate več energije, dejansko je točno drži to. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ampak poudarek je, pomagaj si sam. Ogromno moč imate v sebi, vse lahko naredite sami in ne čakati, da bo nekdo drug reševal vaše težave, ker vi ste tukaj na zemlji z namenom, da se začnete zavedati svoje božanske moči. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov.